Podjetje Knauf Insulation je razpisalo natečaj Do Re Mi fasada in 5 družinam podarilo izolacijski material iz kamene volne in jim tako novo fasado naredilo bolj dostopno. Energijska učinkovitost je pomembno področje povezano s kakovostjo bivanja, varčevanjem in tudi okoljskimi koristmi. Ozaveščanje o tem je naloga vse strokovne javnosti. Med najbolj aktivnimi pa so običajno vodilni proizvajalci gradbenih materialov, v tem primeru izolacij. Eno od takih podjetij je zagotovo Knauf Insulation iz Škofje Loke, ki številnimi aktivnostmi krepi zavedanje med ljudmi. Ena od njihovih kampanj je bil tudi natečaj Do Re Mi fasada, ki po poti izobraževanja ljudi opominja na potrebo po energijski sanaciji ovoja stavbe, zlasti fasade kot tistega dela, ki k manjši porabi energije prispeva največ. Vidimo, da izvajalci nameščajo izolacijo. Za kakšno izolacijo gre? Ja, tukaj za menoj vidimo, da je vgrajena nova izolacijska plošča kamene volne z oznako Knauf Insulation Smart Wall, katere posebnost je poleg odlične toplotne izolativnosti, se pravi plošča ima toplotno prehodnost 0,034 W na meter Kelvin, jo odlikuje še ta poseben silikatni obrizg na zunanji strani, kar mu omogoča izvajalci hitrejše delo, boljši opremljene pilne maute in pa samo enostavnejšo izvedbo. Za kakšne debeline pa gre pri teh izolacijah? Plošče Knauf Insulation Smart Wall se dobavljajo v debelinah minimalno od 6 cm pa vse tja do 24 cm. Debelina izolacijskega sloja je pač odvisna od želje investitorjev oziroma od samega objekta, v kakšnem razredu energetske učinkovitosti bo objekt grajen. Za nizkoenergijske objekte priporočamo debeline izolacijskih plošč 18-20, za pasivne objekte pa celo do 24 cm omenjenih izolacijskih plošč. Kakšne pa so glavne prednosti te izolativne kamene volne? Toplotne izolativnosti izolacijskih plošč kamene volne bi izpostavil še visoko požarno zaščito izolacije, se pravi negorljivost izolacijskega materiala, visoko zvočno izolativnost izolacije. Ne nazadnje govorimo o difuzijsko najbolj odprtem fasadnem sistemu, se pravi je omogočeno dihanje objekta, izpostavil bi pa še dimenzijsko stabilnost same fasade in pa trajnost izolacijskega materiala, saj ne nazadnje govorimo o naravnem izolacijskem materialu proizvedenem iz kamnin vulkanskega izvora. Gospod Toni, vi ste izdelali fasado že številnim hišam. Ja, res je. Mi se že ukvarjamo s fasaderstvom 25 let. Tako slikopleskarstvo, notranje dekorativni umeti in smo po celi Sloveniji, delamo po celi Sloveniji. In koliko časa potrebujete, da postavite fasado na neko povprečno veliko hišo? Od postavitve delovnih odrov in do zaključnega sloja, odstranitev delovnih odrov, traja približno 3 tedne, odvisno pa tudi od vremena. In v tem času tudi vse pospravite za sabo? Vse pospravimo, kar pripeljamo, tudi odpeljamo, drugo volno pa normalno zmontiramo in obdelujemo do konca. Se pravi, pustite tako, kot ste dobili? Tako, lepše, kot smo dobili. Tako, mislim okolica. Ja. Obleka naredi človeka, fasada pa hišo. Hiša je tik pred vašo vselitvijo in zdaj, če se še malo dotakneva tele fasade, kako ste zadovoljni? Je videti hiša nekako tako, kot ste si predstavljali? Ja, fasada se nam zdi krasna. Zdaj, ta fasada je v celotnem poteku gradnje. Bila ta fasada recimo za nas najbolj zanimiva, zagotovo najbolj simpatična faza celotne gradnje. Res? Ja, zdaj je bilo tako, v času, ko smo začeli raziskovati to vse v zvezi s fasadami, smo slučajno naleteli na natečaj od Knauf Insulationa. In ta natečaj se je imenoval Do Re Mi fasada. V skladu s tem natečajem smo potem napisali eno pesem. Pesem je seveda govorila o fasadi, in jo tudi oglasbili. Potem smo jo poslali pač na ta Knauf Insulation in tukaj so jo nagradili in v zameno za to pesem smo nekako dobili potem material za fasado, kameno volno. Natančneje se je rekel Smart Wall fasadne plošče. In tega smo bili zelo veseli. To se nam je zdel en tak res simpatičen dogodek, prijetno, nekaj takega luštnega.
A ste že kdaj svojo uglasbitev kakšnega besedila tako dobro unovčali, kot ste mogoče Ne, to je bilo do zdaj najboljši zaslužek v celotni karieri moj. Se pravi, delal sem 5 minut, dobil pa fasado. Tako da ja. Ja, seveda, vi ste glasbenik in Jaz vam sem je to... Mi ni težko, ja. Ja, Tako. bolj mimogrede, teže kot se s fasado ukvarjati. No in zaključek je tak. Za nas je to zelo lepa fasada, nam je zelo všeč. Poleg tega, da je lepa, je pa tudi zelo kvalitetna, česar smo pač še posebej veseli. Ne? In zdaj, kaj nam pomeni ta fasada? Zdaj, v prvi vrsti zagotovo odlično toplotno izolativnost, kar je posledično, se pravi, prihranek pri ogrevanju in pri hlajenju objekta, ne? Kar je za nas zelo pomembno. Potem pa zaradi teh specifičnih lastnosti kamene volne, pa tudi recimo požarno varnost, je dober občutek, da je hiša požarno varna. Potem pa zvočno izolativnost, ne. Kar je za vas še posebej pomembno. Tako, ne, nas je več, najprej nas je 6, smo že tako precej glasni, pa še vsi se bolj ali manj ukvarjamo z glasbo, igramo in vsega tega zvoka je ogromno, ne. In ni slabo, da ostane v hiši, ne toliko zaradi nas, kot zaradi sosedov, recimo. Ja, vidim, da imate tukaj sosedove krave, da en drugega ne bi motili preveč, a ne? No, recimo, nas krave ne motijo, no, mislim, da tudi naša glasba njih ne bi preveč motila, ampak Ne, celo obratno, sem slišal, da glasba zelo blagodejno vpliva, sploh kakšna klasična, na krave, na živali in tako naprej, dajo več mleka, je bolj kvalitetno. No ja, za krave sem slišal, ja. Zdaj, kako je čisto res, lahko povem kasneje, ne, po vselitvi. Nazadnje pa tudi recimo je zelo dober občutek za nas, da naše hiše nismo zaprli v en tak plastično stiroporne obroče, ne, ampak smo jih, kot pišemo v pesmi, nadeli en plašč kamene volne, ki je paropropusten material, ne. In tako naša hiša nekako diha z okoljem. Zdaj, vse to, kako se naša hiša počuti v tem plašču in kako smo mi zadovoljni s to novo fasado, vse to smo zapisali v naši pesmi, a ne? In mogoče en tak fajn odgovor na vprašanje v zvezi s to fasado, ravno ta pesem, ki lahko mogoče prisluhnemo.